Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, danes je vlada sprejela dva dokumenta, ki sta za proizvodnjo hrane v Sloveniji ključna. Prvi dokument, ki je dejansko ključen, je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, skrajšan postopek. Gre za to, da dosedanjo normativno ureditev zaščite kmetijskih zemljišč nadomeščamo z novim sistemom, ki želimo, da je dosti bolj učinkovit. Dovolite, da vam preko podatkov predstavim, kako zelo je sedanji sistem bil neučinkovit. Mi smo leta 1991, navajam pa uradne podatke Statističnega urada Republike Slovenije, imeli v Sloveniji 561.000 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi, konec leta 2009 pa samo še 468.000. Torej, v tem kratkem obdobju se je število hektarjev zmanjšalo skoraj za 100.000 oziroma za 92.000 hektarjev, kar je za 16,5%. Najboljši kmetijski zemljišč, to so njiva in vrtove, smo imeli leta 1991 195.000 hektarjev, potem ko jih imamo konec leta 2009 175.000, torej zmanjšanje skoraj za 20.000 ali 10%. To so podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Da povem, kako je zadeva dejansko resna, bi še rad vam prikazal podatke Eurostata iz leta 2010, ki navaja, da je obdelovalne površine na prebivalca poprečno v Evropi 2093 kvadratnih metrov, v Sloveniji pa samo 886 kvadratnih metrov, kar pomeni, da smo od 27-terice na 24. mesto. Z spremembo zakona urejamo 4 pomembne zadeve. Prvo je seveda varovanje kmetijskih zemljišč, in sicer na način, da ločimo trajna kmetijska zemljišča, to so tiste kmetijska zemljišča, ki so za proizvodnje hrane v Sloveniji najbolj pomembna. Teh bo predvidoma 150.000 hektarjev in ta kmetijska zemljišča izjemno ščitimo in planerjem prostora povemo že vnaprej, da v bistvu ne planirajo brez teh kmetijskih zemljišč. In ostala kmetijska zemljišča, ki bo potem predvidoma 350.000 hektarjev, to so kmetijska zemljišča, ki jih prav tako varujemo, vendar pa tudi razumemo prostorske potrebe. Uvajamo pa novi mehanizem, to je finančno nadomestilo. Kaj je finančno nadomestilo? To je tista vrednost, ki nam omogoča, da če nekje izgubimo hektar kmetijskega zemljišča, da nekje druge hektar kmetijskega zemljišča spostavimo. Sprejemanje in določevanje trajnih kmetijskih zemljišč bo potekalo dvofazno. Na ravni države sprejmemo uredbo o strateški trajnih kmetijskih zemljiščih, ki jo potem na ravni občin implementiramo preko prostorskih občinskih planov, kjer so vključeni vsi urejevalci prostora in ne samo kmetijski prostor. Naslednja zadeva, ki jo seveda moramo reševati, je zaraščanje. To, da tako izgubljamo kmetijska zemljišča, to ni samo posledica urbanizacije, ampak tudi zaraščanja. Proti zaraščanju se bomo borili z dvema metodama. Prva je aktivna politika, ki bo omogoča, in to tudi podprto z finančnimi sredstvi, omogoča ponovno aktivacijo kmetijskega prostora, hkrati pa povsem spreminjamo sankcije. V fazi javne razprave je bilo mnogokrat povedano, da je mnogo prometa za kmetijskimi zemljišči poteka na način, ki sicer zakonom ni omejen, ni pa željen, preko darilnih pogodb. Iz posameznih upravnih enot so navajali, da je celo do 80% prometa potekalo preko darilnih pogodb, čeprav mislim, da je znano, da Slovenci nismo tako radodarni. Posledica tega je tudi tole, da so sedaj kmetijska zemljišča preko geodetske uprave ocenjena napačno, previsoko, vse tisto, kar je prišlo v zajem statistični. Preko vrednosti je pogosto predmet špekulacije. Torej, mi omejujemo darilne pogodbe na družinske člane in možnost tudi na državo in občino. Pomembno je, da zmanjšujemo administrativne ovire. Administrativne ovire so povzročile, da zemljiške operacije, najbolj pomembna izložba kmetijskih zemljišč, niso potekale zadosti hitro, čeprav so nujno potrebne. Kaj spreminjamo na področju administrativnih ovir? Zmanjšujemo potrebna soglasja na 2/3 in hkrati bistveno povečamo postopke, pospešimo postopke. Tisto, kar bi rad pri tem osnutku zakona povedal, je, da s tem osnutkom zakona prihajamo nekaj kasneje v državni zbor, kakor sem napovedal. Napovedal sem, da bo to v novembru ali decembru, to pa zato, ker smo se odločili, da na poziv skupine, ki se imenuje odgovorni do okolja, odgovorni do prostora, to je skupina, ki združuje največje strokovnjake z področja prostorskega planiranja krajine v Sloveniji. Ta skupina nas je prosila, če z njimi zakon uskladimo, zato ker imajo za naše posamezne cilje boljše rešitve. In to po nujnem roku smo sprejeli in tudi pred vami te organizirane skupine slovenskih strokovnjakov tudi zahvalil.
Zelo pomembna so bila tudi usklajevanja z Ministrstvom za okolje in prostor. Ta usklajevanja so bila končana v torek. Moram reči, da v fazi teh usklajevanj smo marsikatero nejasnost, ki se je mnoga leta in desetletja v Sloveniji pojavljala, pa ni bila razrešila, tako da tako jaz, kakor minister Roko Žarnic, smo na svoje ljudi zelo ponosna, ker smo zmogli ta korak. Danes je pomemben dan tudi zato, ker je vlada sprejela resolucijo, ki ima zgovorno ime. Govori, zagotovimo.si hrano za jutri. Gre za resolucijo o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Zakaj je ta dokument potreben? To je strateški dokument, ki določa način proizvodnje hrane v Sloveniji. Ta način proizvodnje hrane mora biti usklajen s novimi smernicami in kateri so glavni strateški cilji. Prvo je zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane. Drugi strateški cilj je povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva. Tretji, trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin. In zadnji, pa ne najmanj pomemben, zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja, to pa v sodelovanju z drugimi politikami. Te strateške cilje bomo dosegali z pomočjo prednostnih programskih usmeritev, jih je 7, ker so tako zelo pomembne, dovolite, da vam jih preberem. Prva je zagotavljanje stabilnih proizvodnih in ekonomskih razmer za kmetijstvo, druga prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in povezanih panog, nato ohranjanje rodnosti tal in proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč, naslednjo učinkovitejše tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig in večja prepoznavnost domačih proizvodov, peta, krepitev zagotavljanja javnih dobrin kmetijstva na področju varstva okolja in ohranjanja kulturne krajine, naslednja socialno vzdržen in skladen razvoj podeželja in zadnja, torej 7. programska usmeritev, večja vloga znanja in njegov učinek. Posamezne programske usmeritve so določene potem z operativnimi cilji in potem načeli in mehanizmi ukrepanja. Ta dokument, resolucija, je relativno kratek, ker zajema zelo široko področje, vendar je hkrati osnova za sprejemanje operativnih izvedbenih programov. Ti programi se vertikalno po sektorjih pripravljajo, se že pripravljajo, skupine so ustanovljene in delajo. Na vsakem sektorju gremo po načelu stanje, opišemo stanje, ki trenutno je, stanje v sektorju, kakšnega želimo, da bo leto 2020, pot, kako pridemo do njega, z katerimi resursi je to potrebno izvesti in kaj so kazalniki. Potrebno je povedati, da operativne izvedbene strategije bodo seveda končane šele takrat, ko bodo končana pogajanja za skupno kmetijsko politiko in bo znan finančni razrez za to, ker proizvodnja hrane je politika, ki je evropska politika. Da vas spomnim, 40% evropskega proračuna je namenjeno ravno za politiko, skupna kmetijska politika. Hvala, minister. Prosim, kakšno vprašanja? Najlepša hvala za pozornost.